Dober večer, lepo pozdravljeni na Razliti tinti, na drugih strip dialogih. Prejšnji mesec smo že začeli z Doro Kaštrun in Matejem Dečekom, no danes sta z nami Peter Kuntarič in Gašper Kranjc. Gašperja Kranjca verjetno poznate po Ptičji trilogiji, ki je izšla pri založbi Vige Vage knjige. Predtem smo ga spoznali že s krajšim stripom Ride in pa potem tudi z oprosti. In pa z Da mi pomagaj, Gašper, tem, ki si ga za muzej risal na Koroškem, in pa Malgaj, ki ga lahko tudi berete in je za razliko od vseh ostalih v bistvu črno-bel. Potem na drugi strani Peter Kuntarič, ki ga poznate mogoče bolj iz kratkih forum, vse od Outsiderja do Megafona, kjer jih je narisal po moje skoraj 50, predvsem enostranskih, in pa tudi za v Kraljih ulice ste ga lahko ujeli. Bosta pa vam povedala, kaj je na njiju, pravzaprav na njuno risbo vplivalo. Tako da, če imate kakšna vprašanja, bomo na koncu zelo veseli, kakšni komentarji bojo tudi zelo dobrodošli. Tako da lepo, da ste prišli in pa prosim en spontan aplavz za naša današnja predavatelja. En lep pozdrav vsem skupaj. Hvala, ker ste se zbrali v takšnem številu na današnji prelep spomladanski večer. Se pravi, to so strip dialogi številka 2 in midva s Petrom bomo probala, kar se da kaj pa vem, kako bi rekel, kar se da kratko, ja, razložiti, zakaj rišemo, tako rišemo. Jaz bom začel zelo, moji začetki so bili čisto običajni. Pri 16 sem ležal v bolnici, zato piše bolnica. In to je dejansko bil moj prvi stik s stripom. Miki Miška in prijatelji. In sicer ne ravno ta, ampak to je bilo edino, kar sem našel na spletu. Tudi Peter ima nekaj podobnega. In jaz sem imel klopni meningitis in sem ležal v bolnici cirka 2 tedna na Filanzlikadoli. In to je bil strip, ko sem ga bral. Strašno sem se zabaval. Na začetku sem imel sicer težave, ker sem bil tik, kako se že to bere, kako greš z leve proti desni, pa pol dobesedno nisem vedel, ker se stripi nisem bal niti malo, niti nisem razmišljal, da bi jih kadarkoli risal. In to mislim, da sem dobil po moje od mame, tako da sem si krajšal cajt. Mislim, ni tipičen strip za 16-letnika, ampak na Koroškem žal je to bilo vse. Poleg kakih Zagorja, ampak tisto je bilo meni totalno nezanimivo. Medtem ko to mi je bilo kar zabavno, no. Tiste 2 tedna sem prebral eno celo cifro po moje, ali kaj, vem, koliko je bilo tega. Ni bilo ogromno strani. In tu se je vse skupaj končalo. Jaz sem pol šel skozi življenje do cirka tam 22-23 let, ko je prišel ven film 30 dni noči, 30 Days of Night, ne. In prvo bom povedal, jaz bom zdaj šel, ker je od tega je približno ene 20 let, skoraj. In bom poskušal iti čez te mejnike, ko so se v meni zasidrali kot nekaj čist jedrnega. Folk pravi temu danes core memory. In to je bil en moj ta spomin. Ko sem gledal ta film, ta film je bil za mene revolucija pri vampirskih grozljivkah. Jaz ne vem, če poznate ta film, najbrž kdo pozna ta film, ne? Noben.
In sem se zaljubil v njega, ful mi je bil grozen, vem, da smo s prijateljem oba prebita od trave, gledala to eno, po moje, poleten večer in se tresla. Noro je bilo, ful je bilo dobro, vampiri so bili čisto odštekani, nikoli še nisem videl kaj takega. In to je bilo to, ne, pol nisem se preveč s tem ukvarjal, ampak ko sem se začel ukvarjati z animacijo, isto v študentu, sva s prijateljem začela delati eno risanko, ko se reče P-Town, P kot grah, Town kot mesto, ne. In to je bila zelo taka zanimiva risanka. Če se komu da, lahko na YouTube pišete to, ampak ne priporočam. V glavnem s prijateljem Roko sva to delala in na kar se je pol pridružil še en drug friend, ko je pomagal pri animaciji, Marko. In pol čez recimo kako leto, ko smo začela nekaj po svoje animirati, smo oba prišla do spoznanja, da je treba se prvo naučiti risati, če hočemo delati animacije, ne. In smo se odločili, da bomo pač vsak po svoje se naučila risati. Jaz sem se odločila, da bom delal stripe, zato ker so stripi najbližje animacije mi bili in tudi zanimali so me nekod, ker sem imel malo izkušnje z Miki, Miško in prijatelji. In zanimivi so bili stripi od nekdaj, čeprav sem jih zelo slabo poznal, ne. Približno par let po, zdaj bom malo skočil nazaj, par let po teh Miki, Miški in prijateljih sem v srednji šoli šel enkrat raziskovati, ker sem sam od sebe delal kratke stripe za dijaško glasilo, Cenzura. Enkrat na mesec sem naredil en strip, enostranski, ko je bil na zadnji strani Cenzure in se je folk blazno zabaval ob tem. Žal teh stripov nisem našel, ker so doma v arhivu mama, v kleti nekje zaprašeni in sem jih pozabil na Koroškem iti iskat, ko sem bil, tako da se opravičujem. Ampak to so bili enostranski stripi in en strip je celo bil objavljen na neki razstavi oziroma je bil razstavljen v Cankarjevem domu. Ne vem zakaj, še danes se sprašujem, zakaj se je to zgodilo, ampak je bil. In nekod mi je bilo enostavno pripovedovati skozi stripe in zato sem tudi pol, ko smo se odločili, da se moramo naučiti risati, da bomo lahko risanke delali oziroma animacijo, sem rekel, jaz bom pa stripe, zato ker to je pač meni dokaj normalno in naravno. Sploh nisem rabil kaj preveč o tem razmišljati. In sem začel ful raziskovati in v enem raziskovanju med srednjo šolo pa faksom sem našel to, strip Bumerang, in gor je pisalo Tomaž Lavrič in TBC. In jaz sem seveda bil, kdo je to Tomaž Lavrič in kdo za vraga je TBC. Ni mi bilo jasno, da je to ena in ista oseba, valjda. In tu je bil ta njegov lom, oziroma človek, ki me je totalno prevzel. Jaz nisem mogel verjeti, da je to Slovenc. Jaz sem bil tek, to ni šans, TBC, kdo je ta TBC? Nisem povezal tega, teda, če kdo hoče to pogledati, kako je to izgledalo, izvolite. To je bilo neki konc... A gremo že kaj naprej? Ne še. To je tako en tak mini uvod. Se bom pohitel. V glavnem, to je bil moj prvi stik z dobrim stripom. Tak res odličnim stripom. Mene je to čisto prevzelo in nisem mogel verjeti, da nekdo v Sloveniji kaj takega dela. Jaz sem mislil, da so to različni ljudje, ampak dejansko je bil sam Tomaž Lavrič v celem temu strip Bumerangu. In sem to kupil v konzorciju in bil čisto navdušen nad tem. In pol nekaj let nisem sploh povohal stripa. To mi je bilo pač tako, to obstaja v Sloveniji in sem bil, to je nedosegljivo, to ni šans, da mi je kadarkoli te kriso, da se sploh ne bom s tem obadal. In pol, ko je prišlo do tega, da bomo, še enkrat se vračam, spet nazaj v prihodnost, do tega, da bomo s friendom se naučila risati, sem jaz ful začel iskati, kje bi bili stripi, kaki so stripi ameriški, ker v dijaškem domu, ko sem kadarkoli šel pogooglati Marvel, sem dobil ven fotorealizem unih stripov, ko so bile v bistvu fotke, ker to je bil tisto obdobje, je Marvel ful delal s fotografijami in so v bistvu bili skoraj neki fotostripi, ko so bili shit. To je bil totalen shit za mene. Jaz sem takrat zaprl in nisem hotel sploh slišati nič o Marvelu in ameriških stripih. Na kar, ko sem gledal ta film,
je nekdo napisal en članek v zvezi s tem filmom, da je to po stripu narejeno. Zdaj pa ladaš naprej. In seveda, ne, to je bil 30 Days of Night in to je bil strip, ko je mene čist prevzel. In namreč ni me prevzel zato, ker mi je bil ful všeč, to itak. Prevzel me je zato, ker se mi je zdelo, se ladaš zdaj malo naprej še? Aha, imaš sekvenco. Ja. Tako lahko tudi jaz rišem. To je bilo moje mnenje. Jaz sem to videl in sem videl, to ful ni fajn narisano. Tako je recimo TBC narisal, ampak sem naivno mislil, da to je simple, to itak. Ker ni bilo... Podobna zgodba, kot Dečeko zadnjič, ne? Ono, ker je rekel, če bo pa ta lahko knjigo. Ja, ne, ja, točno to. Ja. In je bilo the best. In zdaj, ko sem to videl, sem videl, ne samo, da mi je bilo všeč, ful je bilo mi privlačno zaradi tega, ker je bilo narisano na tak, mogoče, kaj pa vem, zanimiv način, nič kaj takega še nisem videl. Ne. In jaz sem par let bil zaljubljen v Ben Templesmitha, to je avtor te risbe, Ben Templesmith. Meni je bil on the best. Jaz sem kupil pol Welcome to Hoxford, ko je v bistvu zapor z volkodlaki. Meni je bil horor itak od nekdaj všeč, v stripu pa sploh ne. Po moje ladaš naprej. In to je to je en kasnejši del tega istega stripa, ki se dogaja med drugo svetovno vojno, nekje na Poljskem, po moje, ali kaj sem. In so isto vampiri. In mi je isto to, ko sem jaz gledal, sem videl, to je simple. To lahko jaz narišem, ni panike. Brez problema. Ne. Seveda, ni bilo tek, je bilo dosti teže, ko pa sem si mislil, ko sem se lotil, ker vsak strip, ko sem naredil, je bil ena stran, dve, pa sem vrgel stran, pa spet novo. In to je bilo, več let sem mislil, jaz se moram tega držati, moram iskati stripe, kjer se lahko jaz vidim, kot da bi lahko to narisal. Na kar seveda prije ven DeviantArt, ko je bil še DeviantArt cool, ko ni bilo ful enga šita gr, so bili gr profesionalni artisti, ki so objavljali svoje dela. In jaz sem v bistvu prek DeviantArta začel si širiti obzorja. In eno to obzorje je bil Sean Gordon Murphy. Sean Gordon Murphy je bil na DeviantArtu moja prva ljubezen. Jaz sem se zaljubil v to. Jaz, ko sem to videl, jaz sem mislil, da bom stola padel. Sem rekel, ne morem verjeti. In on je delal to Hellblazerja za Vertigo. Karen Berger ga je povabila, da bi delal pol z njimi tudi Punk Rock Jesusa, ko bomo videli par drugih strani pol naprej. Ampak to je bilo, jaz sem bil čist paf. Jaz, ko sem to, nemogoče, da je to lahko strip, to je nekaj čist norega in nisem bil edini. Ne. To je bilo ogromno nas, ko smo začeli njemu slediti takrat na DeviantArtu in jaz sem ga takoj začel kopirati. Žal teh strani še enkrat nimam, ker so po mojem enemu 10. računalniku, ker to je bilo dobrih 15 let nazaj, če ne še več. In imam to na starih kompih, boh ve kje, moje prve poskuse. So pa neki bili na Facebooku, ko pa ga tudi nimam več, tako da jebi ga. V glavnem to smo sledili razni avtori, eni so zdaj pri Marvelu, profi, tam delajo za Američane, en Jonas Scharf je bil sploh njegov največji fan in se mu tudi vidi na risbi. Ampak Sean Murphy je v bistvu delal nekaj, kar noben od nas mulcev ni videl. Mislim mulcev, bili smo stari tam 25 let, jaz sem bil 25, kjer so bili malo mlajši. To je bilo nekaj novega, nekaj svežega je prinesel in to je bilo recimo full cajta nazaj, to je 20 let staro je to po moje. In revolucija se je tu dogajala, dobesedno v ameriškem stripu z Sean Murphyjem. Zelo daš naprej. In jaz sem pol sploh se zaljubil v njega, ker je delal American Vampire, eno številko, mislim, da četrto, oziroma četrti volumen, ko se dogaja v nekih nemških gradovih in to epic, noro dobro narisano, noro dobro. Jaz seveda nisem vedel, od kje on jemlje to risbo, kar bomo tudi pol kasneje videli. Ampak kot vidite, mislim, ta energija, te linije, te šrafure, tako lahkotno, jaz nisem razumel, zakaj on tako simple to dela. To pol z leti pogruntaš, ne, ampak ko se ti dopade, je to vse, kar si želiš delati. Ne.
In jaz sem tudi pol Rite, Rajt, ful njega kopiral prve 6 strani, ko sem jih delal 1 leto, pa ostalo, ko sem naredil v 2 mesecih, sem enega drugega artista si izbral, ampak sem nekot fejko, da folk ne opazi tega še danes. Ampak se spomnim tvojega stripa, ki si ga delal po džinglu RŠ. Ja. Me spominja malo. Ja, ful s njemu te neke, kaj so to, halftones, oziroma te pikce, kaj so? Te rastri pač. Rastri, ja. Ful sem uporabljal rastrov, meni je bilo to the best, tudi v Malgaju sem jih ful uporabljal, se zjelaš naprej. Ampak meni je bilo the best, ker je delo horror, ne, in to je bilo, mislim, poglejte, to je noro, ne, to je pač, kak je to risal, on je dokaj tek flat, ta recimo leva stran, ne, dokaj flat, ni neki ful, ampak je tako dobro. Pač kak je on z temi šrafurami šel, pa smeri, kak kaže, pa celo kompozicijo, kak gradi s tem. Da ne govorimo o unmu splashu, tam mislim, Marija pomagi. To je bilo za mene res za dol past in ni bilo, ko me je kdo vprašal, kdo je tebi the best, rekel Sean Murphy, on je kralj. In je tudi, je kralj, ne, oblada to. Ampak Sean Murphy je bil tudi prijatelj z enim Sean Crystalom, ki je imel podcast Ink Pulp podcast, mislim, da se je imenoval, se ne vem točno, kak je že bilo. Danes recimo, če pogooglate, Ink Pulp je v bistvu v Ameriki to kar znana zadeva, fura podcaste z raznimi avtorji, z svojimi frendi, med katerimi so tudi Mateo Scalera, ki je posledično zaradi Sean Murphyja tudi meni bil zelo všeč. Sicer ga danes nisem dal vsem, zato ker ni toliko vplival na moj art, ampak mi je bil kot neka inspiracija. In Sean Crystal je v bistvu imel te podcaste in je gostil vse te avtorje in jaz sem pol prek tega, začel sem širiti svoje lovke, ko so srkale znanje oziroma inspiracije, vse posod, ko so lahko, jaz sem bil toliko lačen tega, ker sem rabo to, ne, vse kot sem rekel, za mene je bila Miki Miška in prijatelji, to je bil the shit pri 16, ne, tako da pol čez 5-7 let je bilo to, ko sem to najdel, mislim, kjera razlika, ne. In se mi je začelo ful širiti, to je bilo tako en virus, ne, na polno. Vse sem probal požreti in so začeli govoriti, se ladaš naprej, o tem, kaj je Sean Murphy delal in je delal Punk Rock Jesus, ne, in jaz sem bil, kaj je to Punk Rock Jesus, in je naredil v bistvu knjigo, to je naredil, ne, za Vertigo, Karen Bergman je bila takrat ta urednica in to je bil tudi moje prvo srečanje sploh z izrazom editor v stripu. Jaz nisem vedel, da pač so uredniki v stripu. In ko je on razlagal, kak je bil njegov proces, ko je pisal ta strip in ko je dal urednici in mu je pol urednica rekla, ja, premalo imaš žensk, boš mogel dati malo več žensk not, in je pol sam rekel, pol na koncu, ko je že naredil stripa, ko je bilo končano, pa se je imenil s tem Sean Crystalom, je v bistvu razlagal, kak mu je Karen ful pomagala, da je dal ženske not in da se je to izkazalo kot nekaj ful dobrega, zato ker ta strip so pol dobesedno pograbili. In je ne vem koliko izvodih išel po natisih, v glavnem, če koga zanima. Mislim, da sem tega celo kupil prek spleta ali pa mogoče v Pritličje striparni. Ne spomnim se. Ampak... To je bilo za Vertigo, ja. Pojma nimam. Ja, sorry, bojo zdaj delali kakšen ponatis pa to? Pojma nimam, to po moje, ne, on je zdaj busy z Batmanom, tako da dvomim, ker on je v bistvu novi Frank Miller za DC. Ja, ne, sam vem, da Vertigo zdaj mislim, da tudi neke stare zadeve... A ja, možno, da bo to šlo. To so recimo prepovedali v določenih latinoameriških državah, ker je zaradi zgodbe, pač, ker je mislim... Tako, ja, bogokletna stvar je to. In Sean Murphy je seveda začel razlagati, pol, ker ga je folk gnjal, kje se naj to naučite risati, in rekel, ne mene gledati, gledajte Zafinota, gledajte Topija, in smo jih rekli, who the fuck je Zafino, kaj je to Topi? Ladaš naprej. Seveda, ne, to so mojstri, ki jih folk še danes gleda kot bogove in tudi so bogovi. To Zafino in Topi sta po moje dva izmed, poleg kasneje, ko ga omenjali Totha, ena izmed
najbolj, kar se tiče čisto zahodnega stripa, ameriškega in tudi v Evropi, mogoče ne toliko, ampak bolj Amerika, sta pustila en tak svoj pečat nad vsemi temi, nad to generacijo Sean Murphyja in pol posledično tudi nas, ko smo prišli za njim, ko smo požirali te stvari in smo verjeli vsemu, kaj je Sean Murphy rekel. In je rekel, poglejte Zafinuta, poglejte Topija in jaz sem seveda to pogledal in mi je bilo, sem bil tako, wow, kaj je to, ne morem verjeti, poglej, kako je to dobro. In to je bilo res pač nenormalno hudo. Ne. Jaz sem pol šel dejansko v striparno, v Pritličje in sem tam kupil od mislim, da je nekdo izdal, nek Hrvat, Topijevega kolekcionarja, ga imam še zdaj doma, ga imam, zdaj, ko delam en strip, ga imam odprtega, zato ker mi je tako fajn. Meni recimo dobri stripi naredijo glih kontra, kaj naredijo enim avtorjem, ko jih zamorijo, da so tako dobri, da nočejo več risati, ker oni, nikoli ne bom tako dober, zato je brez veze, rišem. Sej tudi jaz sem imel take krize, ampak mene v 90% mene to toliko navdihne, zato ker vidim možnosti. In ko gledaš, jaz ne vem, če vidite to podobnost med Murphyjem pa med tem dvema primeroma, ampak se direkt vidi. Sam tu na levo se že vidijo to, kar bomo pol govorila, recimo ta srednja panela čisto spod, ne. Tu se že vidi pač JP Leon, pa Toth, sploh Toth, ne, že vidiš in to je vse, danes boste pogledali, da to vse bolj kot nepovezano. In je the best, to je pač, jaz ko sem to gledal, ko sem iskal po internetu te strani, jaz bil tik to, itak nikoli ne bom znal tek, ampak je pa cool, da vse stremiš temu, ne. In jaz sem zmen lovil te stvari, lovil sem ta feeling, nisem vedno vedel, ker pač nisem šolan, zakaj je tak feeling, zakaj je meni to tako dobro, ampak vedel sem, da je dobro, vedel sem, da je enostavno najboljša stvar, ko sem jo kadarkoli videl. Seveda, pol, ko greš skozi leta naprej, najdeš še 1000 drugih takih stvari, ampak to je bilo res tako monumentalno, to, ko sem jaz videl, mi je bilo ono the best, greš naprej. In to je bilo pač Punisher, Marija, to je bilo pred časom. Pa to mislim, da je 80 to po moje. To je za Fino, ne, ko je delo Punisherja za Marvel. Jaz dobesedno, kaj se dogaja, kaj je to? Kako je lahko to tako dobro? Zdaj mogoče, kjer od vam je to tako to ni nekaj ful posebnega. Ampak je, Peter, prosim, potrdi, da je to fenomenalno. Da bo folk razumel to težo. Te broad stroke. Tako, ja, to je tako samozavestno narejeno, to je tako simple, to je fucking vse pol, ko boste videli, je ful podobno temu. JP Leon, John Paul Leon je to ful jemo od Zafinuta in od Totha. Pač, ampak to je direkt to, če bi rekel, to je JP Leon narisal, bi rekel, kaj? Ja, možno. A ne bi? Ja, lahko bi pač rekel. čisto mod, ne. Mogoče ne glih glava od zgora, ampak so te poteze, isto Tommy Lee Edwards je, ko bo tudi pol kasneje, je jemo od Zafinuta. Zafino je bil, njegov sin zdaj dela dobro, ampak ni tako dober, ko je bil foter. V glavnem, prek tega pol naletiš na to, da avtori niso samo v Ameriki, ampak so tudi tujini. Zafino mislim, da je Brazilc, se mi zdi, nisem ziher. Topi je valjda Italijan, Sergio. In pol začneš gnuta, da so v Evropi stripi, ne. In se ti začneš širiti, daš naprej, sorry. In priješ do francoskega stripa, ki pa je pač, mislim, poglejte, ne. To je... Pač sam brez besed sem. Alex Alice je bil, vse nekaj se izgovori pravilno, jaz rečem Alice, ker pač mislim, da se tak Alice izgovori po francosko. Je bil za mene prvi korak do francoskega stripa. In je tudi edini primer, ko ga imam, zato ker je pustil velik pečat na meni. In imam tu recimo še en primer francoskega stripa, ko je Mathieu Laufrey pa
Xavier Dorison je pisal ta Long John Silver, to si lahko pogledate, ko je v isti maneri, ampak meni je Alex Alice z Siegfriedom mi je naredil marsikaj pač v glavi, zato ker je bil, to je bilo nekaj, kar jaz nisem videl. In sicer sem najdel to prek enega trailerja na YouTube mi je predlagal, poglej si ta trailer in je bil trailer za animacijo Siegfrieda, ki so naredili kot pitch za film, ki se pol valjda ni prodal in je rekel Alex Alice, ok, bomo naredili bande dessinée, bomo naredili strip in je naredil 3 številke Siegfrieda po operi, to, ko je Hitler imel ful rad, ne? Wagnerje opere in je fenomenalen strip, odlično narisan, pobarvan 1000-krat boljš, pač nenormalno dobra stvar. To je mene čisto zamaknilo, ker nisem vedel, kaj gledam. Sem videl, a je to strip, a je to, kaj je to ilustracija, kaj za vraga jaz gledam. Ne? In to je bilo res, še danes me navdihne, noro je, ne, kako je to. To je Odin, če se kdo sprašuje, za svojo mega sulico. In ne bom zdaj govoril zgodbe, sami si pogledajte. Če se komu ne ljubi one opere poslušati, lahko mod 3 preberete, se boste po moje bolj zabavali. Zdaj ga dobiš vse v angleščini, jaz sem prvega dobil v angleščini, druga 2 imam pa v francoščini, ko jih še nisem prebral, sem jih sam pogledal, ampak mi je zdaj prijateljica posodila še vse ostalo, tako da se bom lotil po moje enkrat čez vikend to prebrati. Ampak Siegfried, Alex Alice, to je noro dobro in toplo priporočam. In jaz to ne kažem zato, ker je to pustilo na meni nek vtis, v smislu, da zdaj to prenašam na svojo risbo, ker nikakor si nisem dovolil sploh iti v to smer, ker sem vedel, da to nisem jaz. Pač, in se tudi vidi, da ni podobno meni. Ampak sem pa videl to ta dizajn, to kadriranje, kompozicije, barve, kaj se vse da. Ne? Meni je to odprlo še bolj obzorje. In se vidi, aha, tudi to je lahko strip. Ni nujno, so samo pač klasike, ala ne vem, neki heroji in to lahko je tudi neka epska pripoved, ko seže nazaj v cajt in to je bil Siegfried. Kaj imamo pa že naprej? Nekaj je? Ne? Ja, meni se zdi, da v bistvu veš tudi stvari, ki jim mogoče sploh nisi podobana, ne, itak vedno vplivajo na te. Če so te le toliko potegnile, ne, da si tokrat prebral in to kanaliziral, v bistvu si včasih presenečen, olej, ne, kako je pa to vplivalo. In pol, ko sem nekod se ne naveličil Francozov, ampak ker je bilo ono, najdel sem, kar sem rabo najti v Franciji, seveda to ne pomeni, da še danes ne iščem. Mislim, Alain Dodier je ta zadnja edicija Francozov, ko mi je noro dober, ampak za čist druge stvari. Jaz sem pol šel iskal sem tako prej, ampak še bolj artiste, ko delajo drugačne zgodbe. In en izmed teh je bil John Paul Leon, JPL, oziroma JP Leon. John Paul Leon je artist, pa tudi edina oseba, ko je nisem osebno poznal, ko sem slišal, da je umrl. On se je dolga leta boril z rakom na grlu. Mislim, da je bil na grlu. Sem se jokal, to me ni sram povedati. Ponovaj se folk, ko je, ne vem, Michael Jackson umrl, je folk jokal, ampak to je bil edina oseba, ko sem doma sedel in mi je bilo težko pri srcu, zato ker sem vedel, da je svet zgubil nekaj, kar noben ne more doseči. Danes imaš ful enih kopij, ko probaj njega direkt kopirati, ampak ni šans, ne moreš. JP Leon je bil človek z Marsa, z drugega planeta, zato ker njegove strani so bile tako težke, ko jih je vdajal, da so se upogibale pod težo akrila, ko ga je nalagal. On je vedno iskal popolno risbo. On je delal strani, valjda vse na roke, ampak na tak način, da je
šel in popravilo in delo in še čez in so bile debele, to so bile, originali so bili debeli, prav ful debeli in a smo že ful čez. In lahko greš naprej. In me je čist prevzelo to, kako je on risal ljudi, kako je risal množice, kako je risal objekte in se mi je vsa njegova dramaturgija in vse skupaj se mi je usidralo v možgane. In bomo tudi pol videli en primer, kako sem v bistvu podzavestno, brez da bi njega sploh gledal v ta zadnjem, v Zimskih pticah narisal zelo podobno, oziroma sem imel neko, je slično. No. Ampak on je risal, to so bili Winterman, en strip o enemu ruskemu policaju, kjer svet je v bistvu tak, da živijo v tem svetu tudi superheroji. Ampak na tak zanimiv način, drugačen način. In on je detektiv, ko neko umor raziskuje z svojim prijateljem. To sta v McDonald'su, ko se je McDonald's odprl v Rusiji, je bila ful gužva in on je ful razlagal o tem, koliko reference uporablja. In vedno je omenil nekoga, ko mu je bilo Alex Toth ime. In sem jaz bil tako, ok, v redu, lahko gremo naprej. In pol sem prebral Creature of the Night od njega in to je bilo tudi pač... On je ta strip delal ful dolgo, ker je bil pač bolan, ampak to sem dal samo en double spread splash. Ta strip si morate sami prebrati. To je za mene najboljši Batman strip, pa sploh nima Batmana v stripu. To je tak easy spoiler. In ne dogaja se v Gothamu, ampak v Bostonu. In je fenomenalno. Mislim, že sam to vam mora povedati, da je odlična risba in to je še najmanj, kaj vas rabi skrbeti. Napisano je dobro, ni ga on pisal, ampak on je risal in je res dal dušo v ta strip. Zakaj on ni toliko znan, je zato, ker nikoli ni delal serialov dolgih. On je zmen prišel kako številko nares, pa tak. Delo je tudi naslovnice, on je ful po naslovnicah, lahko greš naprej. Poznan in na levo je njegov naslovnica za Sheriff of Babylon, na desno je pa čist, pa sploh je nisem gledal, ko sem risal onega Punisherja. Za to balkansko... Ampak se ti je čist prikradlo. Ja, to je bilo ono čist podzavestno, ko sem risal, imel sem par skic in pol smo z Stojanovičem za to odločila, mogel sem mu celo dati dol balaklavo, ne, ker je rekel, takrat so v Srbiji bile glih pizdarije in je rekel, dej rajš to dol, pa to smrtno glavo, da ne bo kdo kaj. Ampak se ful vidi, pač, da je vplival na mojo risbo in vse skup. Seveda ni toliko dobro, ko je od njega, mislim, to, kaj je on delal z naslovnicami, to noben ni delal pred njim. Zdaj mogoče dela, on je ful kolažero, ali kako se temu reče, kolaže je delal z naslovnicami, ful je bil, res je bil dober. No. In se splača, če koga zanima art, prosim, splača se on ga pogledati. Kar poj dalje. In to je bilo ono podzavestno, se mi je prikradlo, ko sem risal to sceno. Sploh nisem študiral, pa ne zdaj, da je identično, ampak čist ne vem, kak je postavljen, kak se drži Ambrož. Je to, ko sem danes iskal, kaj bi lahko dal za primerjavo, ker sem ful težko kaj najdu. Je bilo to prva stvar, ko sem videl, to je skoraj identično. Ne po barvah, ampak čist kak je narejeno. Ne. In rest in peace, JP pač ni nobenega blizu njemu. Kar lahko greš naprej. In pol seveda prije na vrsto Tommy Lee Edwards, ko je pa tudi za mene the best in tu risba svoje pove, on je bil best friend od JP-a. Zato sem tudi zvedel za njega in je fenomenalno. On je delal Mother Panic z unim pevcem od My Chemical Romance, mislim, da je bil. In je oboje odlično, isto Grendel Kentucky je njegov strip, pa nekdo je že pisal, ampak ful dober strip o monsterjih, pač horror, to je meni the best. Lahko greš naprej. Pa prijemo do Stuarta Immonena. Stuart Immonen je... Jaz sem vedno, ko sem iskal, mi je Stuart Immonen mi je bil cool, ampak
ko sem se navlekel na JP-ja pa Tomija, sem nekot iskal drugačne stvari kot superheroje. In ko sem najdel na spletu enkrat ta strip Russian Olive to Red King, je to za mene bilo pač to. Ne. To sem bil, ok, to je pa stvar, ko bi jaz rad, da tudi kak moj strip tek zgleda. To so moji plonkci. Mislim, oziroma za znamki za plonkce. Ja. In jaz sem dobesedno ptice delal čisto po njemu. Ne. Ko sem jaz videl tega psa pa tega tipa, nič nista podobna Ambrožu in ne psu, ampak jaz sem ful probal dati to v svoj strip. Čim več tega, ko je simple, pa spet ne toliko simple, kar je Alex Toth v bistvu na koncu dneva. Lahko greš naprej. In to je na mene ful pustilo pečat, nenormalno. Ta stran se pol ponovi enkrat, ampak z razlogom. Kako je on uporabljal to linijo, kako je delo z barvami, ko so dokaj flat, je mene čisto impresioniralo, zato ker striparji vedno iščemo bližnjice. Jebi ga, treba je narediti čim prej. In jaz sem nekot probal streamlinati svoje delo pri pticah in to mi je bilo najbližje, ko sem vedel, ok, to mogoče lahko vse približno dosežem. Lahko greš naprej. In se tudi vidi vpliv pač ful na Harči, je bral strip moj, kako se to vidi, lahko greš naprej. Vse, tudi kako so liki, kako igrajo, kako furajo suffer, meni je bilo to the best. In sem to probal čim več uporabiti. Seveda nisem zdaj kopiral na hard, ampak sem imel skozi strip zraven, zato imam toliko enih teh zaznamkov, ko imam vse, to so, kako so drevesa narisana, kako je to, kako je ono. Lahko greš naprej. In to se pol vidi, na levi strani je od njega, na desni je od mene. Ko sem danes bil v tej kavi, lahko še dal, ne, da je vse podobno, ker mi je včeraj Peter kazal svoj slajd in sem bil ti, kam on jaz tudi nekaj dati podobno. In sem pol dal to za primerjavo, ko se oba ležeta. Isto on na koncu stripa, oziroma proti koncu stripa in isto Ambrož proti koncu stripa. In to jaz, dobesedno, ko sem to risal, nisem imel tega zraven. Jaz sem pri prvi številki sem imel ta Russian Olive to Red King zraven, pol proti koncu nisem več uporabljal, sem čist šel po svoje, ne, nisem več gledal drugih. To je čisto iz moje podzavesti ven metalo vse. Tako da je bilo ful odbito, pol ko sem danes gledal, sem rekel, kako je ful podobno. Lahko greš naprej. Tako da to je bil Imonen, ko je naredil v bistvu Marvel hišni stil, ampak ta Russian Olive, to je bilo od njega za mene najboljše. On je tudi delal, pogledajte si Moving Pictures, ko se gre o enih Američanih, ki rešujejo med drugo svetovno vojno art iz Evrope pred Hitlerjem in njegovim režimom. In vedno, čisto vedno, vse te stvari, ko ste zdaj videli, vedno je bilo govora o človeku, ko mu je bilo ime Alex Toth. Čisto meni. In jaz sem slej ko prej šel to gledati in seveda, ko sem prvič to videl, sem bil tak, to je kar nekaj, to je otroško, kaj bom to gledal, kje so te šrafure, kje so te detajli, kje je to, ko je Sean Murphy, kje je nič ni v to mene ne zanima. Seveda pol odrasteš in vidiš, da si se ful zmotil in se vržeš v Totha in lahko greš naprej in bomo zdaj pogledali, sam pogledali bomo, ker je Toth je avtor iz 60-ih, 70-ih, 80-ih, ko je delal v Ameriki, noben od vas ga po moje ne pozna, ko ste tu, dvomim, da je kdorkoli slišal za njega, kadarkoli. Njegovega stripa žal nimam nobenega tu, ker pač so predragi, da bi jih zdaj kupil. Ampak Alex Toth je artist. On je za ni poznan lih zato, ker mogoče, mislim, je pač sploh med ameriškimi risarji in risarkami je ful poznan, ampak mogoče zato, ker nikoli ni imel zdaj pa necega monumentalenega dela, ne, da bi se ga spomnil. Torej, master without a masterpiece, ne, pač reče. Ne. Večina teh avtorjev ni imelo nekega opusa, ne vem,
da so imeli nek run na Batmanu ali pa na Spider-Manu ali pa kjerkoli, tako je bil Todd McFarlane. Ni bilo tega. Oni so pač delali stripe in so hoteli narediti čim več dobrih stripov. In Alex Toth je delal vse od animacije do stripa. Bil je art direktor, bil je editor, bil je trn v peti marsikjermu ameriškemu striparju, svojemu kolegu, tam v 60-ih, 70-ih, ko je prižgr pri Marvelu, pa takrat, ne vem, je bil že DC ali so bili Detective Comics. Ful je bil, on je bil, rato je čez noč skoraj avtoriteta, zato ker je pogrunto strip. On je dobesedno zhackal strip. On je šel, vse lahko greš naprej, ful je delal različne stvari, kar je meni the best, zato ker včasih imaš ful bolj detaljno, včasih manj, ampak vedno funkcionira. Vse je na mestu. In to je ful staro. To je tek več kot 50 let staro. In danes bi to šlo čez. Pač. Če bi to nekdo moderno pobaral, bi šlo čez. Kamot za nek modern strip. Zato ker Eduardo Risso je gledal njega, Tommy Lee Edwards, J.P. Leon, Stuart Immonen, vsi so gledali Totha. Toth je bil tako neko svetilnik, ko je svetal vsem. Zato so prišli do njega in so najdli to. In vsi imajo isto zgodbo. Ko so bili mlajši, Totha niti povohali niso, zato ker je bil preveč simpel. Ker niso najdli nobenega čara v njegovi risbi. Ampak ko enkrat pogruntaš, da je to genialno narejeno, da je to perfekcija, da je to božanstvo. To, mislim, on je božanstvo. On je res pač pokojen, valjda, ampak sedi v strip nebesih na desnici. Strip bogov. Pač ful je, res je dobro, no, se lahko greš naprej. To je po moje, to je Creepy od, kaj je že, kak je bil že točno naslov? Creepy and Eerie, a je bilo to? Sam se spomnim pač naslova tako Creepy. Creepy, ja. To je on vse na roke delo. To je vse njegovo. Ja, on je ful eksperimentiral. Ful je formo probal. Mislim, ful različne, se vidiš, ja. Veš, ne, mislim, ful, Pač res je bil kameleon, no. Ja, koliko je tam detajlov, pa pol kak je leva stran bolj simpel proti desni, veš, pa iz istega stripa. Pač nenormalno dobro. Pa to si je še dosti bolj podoben, ne, se pa še otroške stvari delal. Pa on je ful, on je delal Johnny Questa, kdo gleda Johnny Questa, kdo pozna to? Vidite, stari fotri. On je delal v bistvu dizajn za like v to pust. Ja, Marija. On je delal Johnny Questa, Space Ghost, razvijal za Hanna-Barbera, ful enih risank, bil je tam art direktor, skozi je risal. Ne, nisem dal, ker bi bilo too much. Ful je pač, no, mislim, sam pogledajte to levo stran, to bi vsak mulc bi rekel, reda. Ampak, ko veš, kaj je strip, pa kaj je dober strip, si tako, no, wow, zakaj se jaz nikoli tega nisem spomnil. Samo na lunca od zgor, ko je tek neč, pa bi jo pozabil, ne, da sploh obstaja, ampak sam tista lunca te pele pol naprej, ker je kontra, ne, mislim, ta pot in vse, kaj se, mislim, wow, več. Ja, ne, mislim, sploh pri takšnih straneh, kot je ta na desni, imaš pa ful fanatike na internetu, ko pol rišejo gor po straneh, kako potuje, kako je pametno, recimo, diagonale vleku in vodu oko. Mislim, zelo zanimiv, ne. Mislim, se ne, da je vedno pač perfektno stvari spelu, ampak tako, da mogoče, da če rišeš, ne, da treniraš način razmišljanja, kako v bistvu pač med kadri se... Njega se splača študirati v smislu, kak je on postavljal strani, kak je eksperimentiral, ne, ker če greš malo nazaj. Ne, še. To je v Creepy, ta Phantom of Pleasure Island. To je na YouTubeu, je cel video posvečen sam tem stranem. Ko tip secera to centrik, kak je to postavljanje, kak je perfektno vodi zgodbo in oko in to. In to je noro in tip je delal brez referenc. On je bil fan referenc, ampak jih je uporabljal na pravilen način. On je v bistvu reference,
On je bil vedno, je razlagal, da je treba referenco, ko jo imaš, je treba naštudirati, je treba študirati, kako stvari funkcionirajo, je treba pogledati, kako stvari delujejo, kako se gibajo, če je nekaj, kar se giba, kako zgleda v vseh. On je v bistvu pogledal mehanske stvari, letala in to in se jih je naučil, jih je naštudiral in pol je šel risati. In se to tudi vidi, zato ker to gibanje, kako so njegovi liki, so vsi živi, samo pogledajte to dekle Bogo, ko leži na tleh, to zgleda, kot da je zares tam. Pač, mogoče jaz malo pretiravam, ker sem zelo pristranski, kar se tega tiče, ampak to je, kar se tiče stripa, zelo težko doseči. Mogoče se komu od vas zdi, pa se to ni nič kaj posebnega, ampak to je zelo posebno, verjemite mi. To je nedosegljivo skoraj. In če imaš recimo to, če kdo kako bi rad risal tu neki že rišete, eni ne rišete. Eni ste vženjeni zrisali. Ampak, če kogarkoli zanima, Totha si pogledajte, Alex Toth, T-O-T-H, prosim, lahko greš naprej zdaj. Mene je zanimiv pri Tothu, on je bil en prvih, ki je zelo veliko uporabljal, ne več pero, pa čopič, pa to on je ful cool je že uporabljal. Pa to. Flumastre. Flowmaster. No? Ja, on je Flumastre tudi uporabljal. In vseeno mu je bilo. On je bil prepričan, na YouTube obstaja fenomenalni dokumentarc, ko se mu reče Simplicity. Poglejte si ga, tudi če kdo ne riše, vseeno je ful je dober dokumentarc. Nič so Robert Kirkman, pa Paul Pope, ko so vsi, Toth je bil, ne samo da je bil odličen risar, pa tudi scenarist, pa urednik, on je bil tudi zelo dober človek. Težak za popizditi. Marsikdo je nehal risati. Ja, marsikdo je najbrž v Ameriki nehal risati. Še v tistem dokumentarcu tam je vse. Mlad folk mu je pisal in on si je vedno vzel čas in je komentiral njihove risbe in je rekel, hvala, ker si napisal mi to pismo, to je zelo za nič, zelo slabo je, to moraš popraviti, ono moraš popraviti, ne moreš tega delati, ne moreš unga delati. V bistvu je bil tako, so Francozi na portfolio reviewih. Skurčajo te. Ampak to ne pomeni, da si ti zdaj moraš pa nehati, to pomeni, da se moraš popraviti. On je bil tako nek rugl stripa, grobo rečeno, ker je odvisno, kjer ga danci dobo njega. Je bil tudi tak gospod, ne? Ja, on je bil gospod, šlafrku, Pa v vojni je bil, on je v Koreji se je fajto in je tam risal Bravo for Adventure za svoje vojaške frende. Pač tip je bil, ne vem, genij je bil. Lahko daš naprej zdaj. Vse po moje je to, ja. In evo, to je njegov quote, ne. Strip it all down to essentials and draw the hell out of what's left. In to je cel point stripa. In če ti to rata zadet, če to zadaneš, pol si naredil svojo domačo nalogo. In s tem bi jaz zaključil. Jaz se opravičujem, ker sem malo zavlekel, cajt kar leti, tudi malo pozno smo začeli. Hvala, Peter. In zdaj predajam besedo svojemu malo mlajšemu prijatelju, kolegu Petru Kuntariču. Izvoli, Peter. No, najprej aplavz za Gašperja. Meni je všeč, da si dal Totha na koncu, ker to je nekako najna Ja, saj smo se zmenili. Presečišče, ne? Ne, všeč mi je, da si upošteval moj nasvet. Ja, da ga daš na koncu. Okay. Meni je drugač zelo fajn, da tale serija dogodkov obstaja, ker se mi zdi, da prav pri risarjih in risarkah, oziroma na splošno ustvarjalcih stripa, se mi zdi, da je neka specifika, da tistih prvih stripov, ki smo jih brali, nikoli zares ne prerastemo. Ne? Vedno se nekako vračamo tudi k njim in vedno jih občudujemo. Ne? In lahko, ja, in vedno od njih tudi črpamo. Pridejo ti v kri, ne, tisti, Ja. ko te zaznamujejo te. Jaz sem začel tudi Ja, isto sva dala. prav isto. Jaz teh revijic več nimam, ne, to je že... Fajn si transformo, ko je bila čisto po drugim perspektivu. Ja, malo sem jo Po skiju. Po skiju sem jo mal, ja. Ne, teh revijic seveda več nimam, to je končal nekje v starem papirju verjetno. V glavnem, jaz bi mogoče še povedal, da... Ne, revija. Ja, jaz sem danes najdel naslovnico iz leta 26.
Okay. Ja. V redu. Okay. Ampak, le. Zdaj, Mogoče se mi je sam zdelo. Ko sem se pripravljal pač na tole, mislim, ful je enih stvari, ki so vplivali tako ali drugače name, tako da pri enih bom bolj šibu, pri enih se bom bolj ustavljal, mislim, naredil malo bolj poudarke, ne. Bi pa mogoče tukaj kot zanimivost, mogoče moja predstavitev kot predstavitev neke generacije, jaz sem rojen v samostojni Sloveniji, ko je, kot razumem, v bistvu neka praznina zavladala tudi pač v produkciji stripa, ne. Ni bilo več skupnega jugotrga in to, tako da v bistvu to je bilo to bolj kot ne, zame. Miki Miška in pa Tom in Jerry. Jaz imam 3 leta mlajšega brata, tako da ful dobro, da ste bili 2 reviji, zaradi tega, ker je pač bilo treba določiti, ne, tako kot brati določijo, ta je moja, ta je pa tvoja. Se sva pač vse prebrala, oba dva, ne, ampak samo to, da se ve, ne. No, in moj je bil Tom in Jerry, ki je nažalost izhajal na 2 meseca, ne tako kot Miki Miška na 2 tedna, ampak mi je bil ful bolj smešen. Tudi bolj dinamično mi je bil zrisan, in hilarious. Miki Miška je bil tako, ne, ok, imamo zdaj te junake in zdaj gre Miki Miška v Egipt. Zdaj gre Miki Miška pod vodo. To je to, ne, to je hudo, ne. Meni je bilo the best. Meni je bilo pa to ful boring, zato mogoče tudi. Mikija Mustra sem ga sicer bral, ampak mi je bilo tudi to, ne, pač ok, zdaj grejo te 3 na luno, ne, zdaj grejo te 3 pod vodo, ne, v bistvu pač zelo podobno, ne, tako da ni mi to toliko dogaja. Mene izmeri me je ful, pač če je bilo smešen, to sem bral. Ne, in Tom in Jerry dejansko takrat je bil hilarious. Tako spomnim se. So bili ful plot twisti. Ne, mislim, ampak pač ne, v glavi imam še zmer eno, k Tom mislim, da je na veji od enega drevesa in mislim, da brska tam v neko luknjo od vevrce in pa se prikaže tako Jerry in tako vrže tako vejo, tako urit, in se bo tako zapič. In to bo smešen. Ja, veš pač kaj je? To se v Miki Miški ni dogajalo. Ja, Tom in Jerry ni Disney. Kaj? Ni Disney, Tom in Jerry. Ja. In to je tisto, ko je po moje. A veš, Disney je bolj clean, bolj family friendly. Tom in Jerry je malo bolj perverzen. Ja, več nasilja. Tudi, tega stripovskega, ne. In to bomo videli kasneje, mi je bilo to stripovsko nasilje, meni zelo všeč. Ok, podaljšano bivanje. Smo imeli, ko si naredil domačo nalogo, je bila tam ena omara, kjer so bili kupi velikih blekov, kapetanov Mikijev, tudi Alan Ford je bil in ko si naredil domačo nalogo, sem šel do tiste omarice, ker ne mogla biti tišina, ker so tudi ostali delali domače naloge in sem pol te stripe bral, ki so mi bili strašno dolgočasni. Ampak, ajde, bil je strip, bil sem tam, imel sem cajt in sem potem bral tudi stripe, ki so imeli potem bolj ta stripovski realizem, recimo, in sem se torej tako stripa učil. Zelo pomembna institucija, ko sem hodil na morje, to je bilo hudo, ne, ker smo mulci, to je to, kar je Ciril Horjak zadnjič na predavanju govoril, ne, da v bistvu začetki strip se v resnici začne, ta pravi ameriški, z ekonomijo žepnine in mi smo točno to počeli. Se pravi, žepnino pa ves denar, ki smo ga zaslužili s prodajanjem školjk, smo zapravili v trafiki in pa na igralnih avtomatih in fliperjih. In tam si imel, tam so imeli zelo up to date prevedene v hrvaščino X-mene, Spider-mane, Hulke, to je bilo up to date in smo jih ful kupovali in to si jih kupil tudi v paketih po 2 številki, kao neki hud deal, ne. Ja, in pa smo se matrali s to hrvaščino, ampak itak je bila, pač bili smo seveda kot vsaka klena, mislim, kot veliko nekih slovenskih družin takrat v kempu, ne, na hrvaški obali in si imel hrvaščino vse okoli sebe, tako da mi smo jih zastopali, ne, smo to brali, smo se tudi jezika konec koncev učili. In ja, te mišice so ful dogajale, ne, se pravi Spider-mani, X-mani, ful se spomnim tega, Hulk vs. Wolverine 6 Hours, ne vem, kdo ga je risal, se pravi, sam strip, ki mi pa danes bolj dogaja, kakor pač te svetleče mišice, ne, kot so mi takrat. Je pa ful dobra naslovnica, 2 zvezka sta bila, ki je pa Simon Beasley
je delo, ki mi je pa tudi, če v tem, kako bi rekel, v predalčku mišičnjaki, v moji glavi pač Beasley definitivno zelo pomemben, dober naslovničar in pa tudi dober, mislim, striper in his own right. Ful se vidi vpliv McFarlana pa Unga tam na levi. Jim Lee? Pa to. Ne, Jim Lee je bil boljši. Rob, kaj je že bil? Kako je že? Kaj je Captain America? Kole, ne? Kaj je delal, kaj so že bili? Liefeld, ja. Rob Liefeld, ja. Ko so imidž v bistvu začeli, ne? In se ful vidi, recimo, ful je razlika med unim Hulkom pa Wolverinom pa X-meni, ker tam je čist bi lahko dal nekot koš, bi lahko vrgel una dva Spidermana pa X-mene. Medtem ko Wolverine že spominja malo na kakega tega, kaj je že bil, ko je delal unga kavboja, samuraj kavboja, ali kaj je bil. Shaolin. Ja, Shaolin kavboj. Kaj že? Fuck no. Ko ima ful... Nasilje, ja. Ja. Jeff Darrow, ja. In je pač drugače spade, in štekam, zakaj ti je bolj cool. Zdaj mi je bolj cool. Prej je bilo pa to. Ja, v bistvu ful ta začeten imidž komiks estetika, zelo barve, ful bombončki, mišice, vse se svet, tudi če se ne bi smel. Gremo dalje. No in pač zdaj jaz, na tej točki kot otrok sem tako, jaz vem, kaj je strip, začnem risati strip in sem tako, ampak to je bilo to, za mojo generacijo. In nisem nič zmeden v tem, kaj strip je. No, potem pride pa strip burger. No, in to je bilo leta, po mojem, mislim, da 2004 grem jaz na prvo delavnico strip burgerja. Me mama najde v časopisu in pač, kot vsaka mama se hoče pač otroka znebiti za ene par dni, mogoče poletne, in ga pošlje na stripovsko delavnico. In takrat me še stara mama peljala v Novo mesto, je pa strip burger v sodelovanju z založbo Goga. So to naredili. Imela sta pa delavnice, torej Matej Koc, Jan Koco in pa Ciril Horjak, doktor Horovic. In jaz prijem, sem tako, tle so pa odrasli ljudje, ki rišejo stripe. Veš, meni je bilo to čisto hudo in sem ful zavgal od njih dveh, ko sta tam risala. Tako pa ful je bilo nekih starejših risarjev tam in smo pa imeli jam session in tako ful sem zavgal, ful se spomnim tega kot zelo pomemben moment za mene v mojem ustvarjanju. In sta imela potem vedno, jaz sem pol na te delavnice hodil tam do srednje šole in vedno sta imela na začetku predavanje, neko kratko predavanje o zgodovini stripa, in sta omenila tudi Mausa, ful mi je tale muhca od Trondheima dogajala. Vem, da sem jo pol doma ful risal, ker mi je bilo ful divje, tako prvič nemi strip videti, se pravi ne samo nemi strip kot neka pasica, ki se nekaj zgodi, ampak celo knjiga, tako, tukaj je neka muhca in se je nekaj dogaja. In zaprav spomnim, da sem strip, ki sem ga risal, sem ga začel, mislim, da se začne knjiga tako, da je najprej vesolje, pa so zvezde, pa sončje, pa potem na zemljo in potem zemljo čez oblake v neko mesto in potem v neko hišo ali neki in potem še naprej do tiste mehne muhce, ki zdaj v tem vesolju obstaja in pač ima dogodivščine po tem fletu zdaj tukaj. In jaz sem pač čisto risal to muhco, kako pada v marmelado, kako ne vem kva. Potem in ona da sta tudi povedala, da strip burger je založba, da pač oni izdajajo neke zadeve. In potem sem mami skozi težil, da mi kupuje tele stripe. Pa očitno jih je le prelistala, zaradi tega, ker vse nimi kakšnega kocipra prinesla, pa kaj tazga, ker sem bil vse še mečkan, ampak recimo, ful se spomnim Male črne skrbi od Lovrenčiča, on sploh riše, on še riše, ne, bolj ne, v glavnem, to ful se spomnim, kolikrat sem jaz ta strip takrat prebral v posteli od stare mame in to je bilo nekaj čisto, to je tudi strip, risba mi je bila zanimiva, zgodba mi je bila huda, a to je za otroke ali ni za otroke, mislim, zgodba bila za otroke, risba bila za otroke, ampak tle je en kuža noter, ko mu ime puši, pa kadi čike, pa šnops pije, a veš, tako, brez potrebe,
Ne? Če tega ne bi bilo totalno, ampak to mi je bilo hudo, wow, ne? To je pa real stuff, ne? 11 sem bil, sem bil tako, no, ok, torej to je strip. Tako, do zdaj je bilo vse laž, ne? To je strip, ne? To, kar Stripburger daje ven. Aha, pa tlele imam, dajte si to malo pogledati v glavnem. No? Za kakšne še mogoče še nisem bil dovolj zrel, definitivno za kakšno Pagatovo izpoved, pa mi je tudi dogajala, če se risba in to, ne. Tako da, ja, in Ciril in Koco sta v bistvu še zmer, lahko rečem, da sta vplivala na mojo risbo, no. Ker sem toliko v bistvu pač preberal te stripe, pa še neki mini albumi so bili, kako mini burger, to so bili, ne, te tamali, tako da to, Mouse itak, pol tudi ga verjetno čist prezgodi bral, kab ga loh, ampak pač to so bili te vtisi, ne, in kakorkoli sem s Stripburgerjem, lahko rečem, ne, torej, da sem pa mogoče, da prva generacija, ki sem dejansko rasel s Stripburgerjem, je bilo to super, ker je bilo toliko enih različnih stilov, toliko sem, in sem vse nekako počrpal, vse se mi je zdelo cool, ne, ampak pa sem bil tako že malo confused, ne, tako pač, kaj pa zdaj je strip, ne, kako se zdaj jaz tega lotam, ne, v poplavi teh nekih zelo izdelanih stilov, sploh revija, bi rekel, ne, revija, tudi Stripburger. Lahko overwhelming, ne, Mislim, totalno. Ne, da mi je bilo overwhelming, sam hočem reči, da je bilo, a veš, ko so bili noter zelo, a veš, kar naenkrat sem, pa jaz doma, a veš, vidim, da imam jaz v tej svoji mali Ful več različnih. mini knjižnici v svoji sobici, ne, imam v bistvu več stripov, ki so res ta evropski umetniški underground tudi strip, ne, ki je ful enih zelo izdelanih slogov, ki jih težko umestiš v neko kontinuiteto oziroma v neko šolo, če bi rekel, ne, kaj prsti. No, ampak potem pa meni enkrat mama prinese, sem imel zelo dobro zadresirano, ne, če mi je videla, ne vem, v trafiki ali pa kaj, mi je prinesla pač strip in prinese mi strip Francisca Ibaneza, Mortadelc pa File. In to, no, tukaj se bom pa malo bolj ustavil. $860. Kaj? Ja, sit, ja, tako, ja. To je pa bilo poceni. In to je, jaz ne vem, kako je to išlo, prav pogledati moram še enkrat, to so izdal in založil Cargonet Brežice, d.o.o., Valva Zorjeva 37, 8250 Brežice. Ne vem, kako je to, prevod je dober, prevod je presenetljivo dober, čakaj, prevajalko. Tudi teksti so kar dobro postavljeni, mislim, prevodi, ne. Nora zadeva, v glavnem hočem reči, da, a veš, mene to, ko gledam Sitarja, ne, ko objavlja na Facebooku pač neke skene, pa fotke, stvari, ki so jih oni brali v Zvitorepcih, pa a veš, jaz sem generacija, ki ne pozna besede zabavnik, ne, zabavnik je bilo tako, ko mi je teta videla, ko sem bil sem bral Miki Miško, a bereš Mikijev zabavnik? What the fuck, kaj je zabavnik, tako old se mi zdi, ne, ampak ko on tisto objavlja, a veš, sem tako, kva ste vi imeli? Tako noro, kva ste vi vse brali. No in tudi Ibaneza so brali, to mi je tudi Pušavc v bistvu potrdil, da so ga imeli, no, ampak očitno je bilo to je bilo, ne vem, verjetno tam nekaj 2.4, 2.5, kaj tazga, to bilo izdan, in to se je v trafikah prodajali, in evo, to sem se pa res zaljubil, to sem se pa tako krohotal, to sem tako prebiral in prebiral, jaz se še danes krohotam. Koliko si bil to star? 12, 13, kaj tacga, ja. In to je, mislim, ta strip je, ponuja veliko. V bistvu ti pokaže, kaj vse stripovski mediji v resnici prenese, ne. Po eni strani, risba res divja, ful enega gibanja, zelo sofisticirano narisan, potem humor, to je tok brutal, to imaš na vsake par, to na stran pride tako ene 5 for,
tako takih brutal for. Tukaj, ona dva, a veš, pa tudi satiričen element ima. Ona dva sta agenta CIA, ne, to je bilo še pod Frankovim režimom risane in ona dva skozi neko korupcijo razrešuje takao. Tudi je parodija po drugi strani na neke te secret agents, ki se zamaskirajo, pa to Mortadelc je master of disguise, ne, in se pač zmeri na šemu neki drugega, ne, to je njegov superpower, kao, in pa ima te tipične fore, ki se skozi ponavljajo, ne, se pravi Mortadelc fileta, neki se mu ponesreč, neki zafrkne situacijo, ne, da potem un nastrada in pa ga un lovi, ne, in un se zmeri spremeni v neko čudno žival ali karkoli, un pa za njim nekaj čist bizarnega začne metati. Tako najboljša stvar, ki sem jo videl, nekje je bilo tako ogromen odpirač za buteljke, tako v rokah in meče za njim. Ne. A ja, to je pa Ofelija, to je pa še vedno moj najljubši stripovski lik. To je pa tajnica, njuna sodelavka. To je ono, ko si mi včeraj, kje pa Ofelija. Kje pa je Ofelija? Ja, sem zamenil, se mi je zdel ful je žaljivega humorja, drugačno. To je res, to mislim, se deluje tak strip, kot da znam. Ja, ti ljudje se res žalijo med sabo, te like, ne. To, ampak tako zelo dober po meji hod. Sam, ko ti rečeš Franco režim, misliš španski Franco režim, resno? Ja, in pa ne, ja. To je kao v 70-ih. To se je Konec v 70-ih. 50-ih. 50-ih, to je iz 50-ih. Ja, v 50-ih se je To je bilo pobarvano na tak način. Ja, ne vem, po mojem so potem še enkrat barvali, bi rekel. Ko to zgleda zelo tako moderno pobarvano. Mislim, barve so zelo všečne. Verjetno so potem in mi ne deluje, kot da je v 50-ih. Verjetno za kakšen remaster naredili, ampak to je ful, tega je ful. Mortadelca pa fileta, pa tudi ni samo tega on risal. On je bil hiperproduktiven, je bil, ne. Ja, ni bilo interneta, ne. Ja. Ne, mislim, meni je noro, pač, ko gledaš, koliko je on stvari narisal, koliko jih je izdal, pa glede na to, koliko so stvari gosto zrisane, mislim, neverjetno hiter je mogel biti. Ful vešč, no. Res, norc. Pa da si je zmislil te fore, tako pač res. Na vsaki, malo potali. Na vsako stran res, tako, 3-4 fore, nujno in to je še zmer, to je ful vplivalo name, ne samo na mojo risbo, ne samo na nek humor, ki ga poskušam tudi nekako v stripe dajati, je tudi tako, no, jaz rečem, da če kdo hoče mene razumeti kot človeka, pač mora to prebrati, res, ker to sem ful preberal in še danes kdaj noter pošpegam. Všeč mi je bilo tudi to, vsak Mortadelc se začne z neko zgodbico, tukaj je kao zgodovina kajenja, recimo, in potem pač razlaga in mi je ful všeč, kako pač je neka pripoved, slike pa podkrepijo tako na neredundanten način, ampak da v bistvu dodajo ali pa čist negirajo tisto, kar je bilo povedano, torej v pripovedi, ne. To nekaj, kar tudi pri sebi vidim, da v bistvu dostkrat. Niso pa prevajali vseh, so prevajali sam tekste v balončkih. Oziroma oblačkih. Vse ostalo so pustili v originalu. Ja, tudi včasih, kje čez napišejo, recimo tam, kaj je Tija, ona dva sta kao agenta CIA, ampak tudi CIA ni CIA, je v stripih je Tija. Ka teta. Teta, prav teta, Tija, ne, in so na enem avtu, so tukaj v našem prevodu, sam tako sploh niso pobrisali tiste CIA, sam čez so napisali Tija, ne. Ne, sam čez un napis, kar pa tudi po svoji smešeni spade. Mislim, to vse skup ne zgleda, kot da je tam iz 60-ih ali 50-ih, ni šans. Sej mogoče je to bilo, se ti pravim, to je izhajalo dolg časa, to si moraš misliti, to je tako, španski Asterix varianta, razumeš, to je zelo dolg izhaja. Je pa umrl, no, Francisco, 2-3 leta nazaj in tudi jaz sem bil takrat zelo, zelo žalosten, no. Ja, okej. No, ampak evo, zdaj pa ta moja prva primerjava, torej, kaj sem se od njega naučil, deli glupe face, ne, tako zmeri poskušam, sploh pač v tem, ne, ko delam komedijo neko, da so čim bolj neumne, zaradi tega, ker pri njegovih stripih, to so idiot ploti, to vsi v stripu so totalni debili, tako res, pač noben ni pameten, vsi vse zafrknejo, ni rešitve, nič se zares tako dobro ne konča za nobenega, tako da ja, to. Pa to gibanje, ne, no
kakšen mi naprej vrže Frankena, ne, da imam nek ta frankenovski slog, ampak v bistvu je v osnovi je Ibanez. Ibanez se je tudi po Frankenu zgledoval, kakor se je marsikdo v Evropi takrat, ne, ampak jaz sem v bistvu preko Ibaneza sem jaz pol prišel, bolj kot preko Asterixa, recimo, sem prišel pol do tega, kar rečemo, ne, evropski pa franko-belgijski slogi, pa to torej ta dinamična risba, ful nekih teh, da res animiraš lik, ne, zdaj tukaj, če talega nekdo spotakne, pa pade itak, da mu bo noge vrga še 1 kilometer naprej, a ne. Da se res zamah čuti, če ga zašamari, ne, da veš, kje se je to začelo. Kaj pa tole? Kako? Kaj pa tole? Kaj pa tole? Ja. V glavnem, to je ene par sam primerkov, tako. Prosim? A ja, Mortadez je bil pa od 80. Ko mi je bilo čudno, ker ful je tek moderno mi deluje. Ok, pa popravek, se upravičujem. To je bolj 80. Pa ni bilo nobene kakšne revijalne variante prej. A da so pol naredili, mogoče kak... Ja, ne, od 58 do 2023. Evo. Okay. Ja, sej se mi zdi, da so bili, mislim, risba je ful rasla, ker če gledaš kakšne tiste zelo stare mortadelce, so še malo so še wonky, ni še toliko sofisticiran. Okay. Ta roza je super nohca. Nič ne smeš to govoriti. Ok, torej, to se snema, stari, da nehi. Potem pa pač pridem v srednjo šolo in tam smo imeli enega sošolca, ki so bili starši, mislim, da v distribuciji od Mladine in nam je pol Mladina izhaja ob petkih zjutraj, tako ob petkih smo mi imeli razredno uro in pa nam je on prinesel pač poštempljane tiste brezplačne izvode in pa smo, in itak pač pol vidiš, da je strip noter, ne. In smo brali Lavriča, brali smo Smiljaniča, dobro, tele vojne zgodbe so sicer bile malo kasneje narejene, kukor... Mislim, to oboje ja, divje je, no. Mislim, da vsek dobro, ne. In v bistvu ona dva sta tudi zelo vplivala name, že sam zaradi skozi branje, pa tudi zaradi ker mi smo, ta prva dva, ki smo jih mi uprizarjali z Radiem Študent, torej strip v živo, ta prvi je bil Rdeči alarm, ta drugi je bil, so bili pa Hardfuckersi, tretji del. In takrat, sploh pri Rdečem alarmu, jaz sploh nisem igral, enkrat sem nadomeščal Lorenca Rogla v vlogi Majka, ampak Spijo sva naredila, Spijo Nikolič torej, sva, for the record, sva torej naredila režijo pa to, pa sem pa jaz to poskeniral in jaz nisem igral, ampak sem v bistvu samo slideshow premikal, ne, oni so brali strip, jaz sem pa sem gledal in to sem sam pač zaaugal, ne, in sem definitivno kakšno kadriranje pobral od Lavriča, pri Smiljaniču pa zmeri, a veš, ta stilizirani res detajli, a veš, velik, ful se... A misliš, da je Lavrič, da to te nikoli nisem nasemenil o tem, Tota poznal? Ne osebno valjda, ampak tek njegovo delo. Ja, mislim, kad gledaš kakšne Tota, ja, strani si tako, pa mislim skoraj ziher ne mogoče, da ne bi, a ne, ja, mislim. Tek, ker je ful une tetke od spod, kamo. Ja. To je, ko bi šel v moj dijaški dom na kosilo. Ok, no in potem prije to, no in pa se jaz tako nekje vmes ratam stabilen v tej svoji konfuznosti in sem mu tako, ok, v redu, jaz bom sam risal tako, kukor pač meni sede, itak kankoli ne bom zadovoljen, kankoli nam vedo, a je preveč komercialen, a je premalo komercialen, v glavnem naj bo kar bo, ne. Torej, ok, to je zdaj prvi del. Drugi del se pa pol, z njima začnem, to je zanimiv, Bole pa Malin Biller, njuna kratka forma mi je bila zelo zanimiva, sploh Bole, ta že starejši zdaj internetni strip, ne, mi je bilo zelo všeč,
ker z internetom kar naenkrat striparji so lahko imeli svoj blog, niso bili več tako omejeni s formatom publikacije, kjer bi izhajal in so to zelo dobro izkoristili. Všeč mi je pri obeh to, da v bistvu ful neke take osebne zgodbe sta govorila, ne? Ampak ne na nek tak patetičen način, ampak sta bila dostikrat ona dva kot glavni osebi v svojih stripih, ampak zmeri je bila neka ideja zraven, zmeri je bila nek point, ne? In to je v bistvu vplivalo pol name, ker sem začel, ne vem, za Outsider delati pa tako, da ti lahko v kratki formi neko idejo, ne? Eno to zelo simpel, narediš eno kratko zgodbico in pač to nekako podčrtaš. Kjero leto so to izhajali? Ta dva prav. Ja, jaz sem to spoznal tam začetek faksa, Buleja pač na internetu, Malin Biller pa v Stripburgerju, v reviji, ki pa ne vem, kdaj ste to izdali. To je že kar nekaj časa, no, od takrat. Smo pa prav tale Rock and Roll Woman, smo naredili radijsko igro iz nje. Kratko, ful fine strip, mislim, da smo tudi čist solidno tisto naredili. Če koga zanima, Ukradeni paneli na spletni strani Radia Študent poiščete, oziroma kar upišete v Yahoo ali pa na IDC, ali pa tisto, ki ga ne omenjamo. Prosim? Ja, DuckDuckGo je tu, to je ena raca, ne, ja. Pač po IDC-ajte, torej, Radio Študent Ukradeni paneli, naredili smo ene 5 ali 6 stripov, ene cele, krajše ali pa odlomke smo kar take radijske igre naredili, pa se mi zdi, da čisto okej, kakšne so tako malo cringe, no, danes za nazaj zaposlušam, ampak tale Rock and Roll Woman je pa kar cool, Špela Setničar in Jana Petelin v glavnih vlogah, ja. Prosim? Jana. Ja, se opravičujem, Jana, no, ja, mogoče sem požrl malo. Luka Cvetko pa je ponavadi, vedno jih je on montiral in je bil tonski tehnik. Dobro, potem Eisner. Eisner, ja, sem prav dal ta ugovor s Bogom, ker tega imam. Pa je prav nek Comic Sans noter. To si sam poskeniral? V oblačke. Ne, našel sem ga, šel sem googlati, če dobim naslovnico to. Eisnerja sem pa pol kar nekaj prerisoval, ker mi je bilo zelo všeč, kako ne samo, da so figure zanimive, da ima ful to tako lepo mejo med nekim realističnim pa nekim zelo karikiranim. Zelo mi je bilo všeč, kako pač pri njemu vidiš sploh pri Contract with God, kako v stripu v resnici samo ustvarjaš neko iluzijo tega, kaj se dogaja. Iluzijo prostora, iluzijo svetlobe. Vse je iluzija. Ja, vse je iluzija, veš, ne. Včasih pri njemu sence kar tako malo pa sem bil tako ono, se pravi, malo moraš biti konsistenten, malo se pa moraš spomniti, kar rišeš, da čakaj, eno zgodbico tlele govoriš, veš, ne moraš ti biti ustvarjalen s temi elementi, a ne. In v bistvu tukaj recimo mogoče ena taka primerjava, no, ful sem študiral te njegove sence, kako je on glede na ali material ali pa na neko oddaljenost, tako da zelo se spomnim na njega, bom rekel, ko delam take bolj visoko kontrastne črno-bele zadeve, ne, ker pač senca mora biti zelo močna, no. Tako da ja, tukaj en tak primer skoraj take direktnega vpliva. Okej, potem imamo Millerja pa Risota. Kaj ne rečem, tukaj meni sta te dva, zdaj nadaljujem od Eisnerja, ona dva sta mi zelo taka črninarja, dobro, Sin City itak, čist črn strip, Riso pa, ki si ga ti prej omenil, tudi ne. Ne vem, pa saj si v bistvu sva že prej nekaj govorila o tem. V glavnem, kako tudi on ful lepo s temi črninami dostikrat vodi pogled in ful dobro redukcijo zmeri naredi teh likov. Riso je s čisto linijo in celotno risbo, s tem, da se ne ukvarja z nobenimi
umestnimi stvarmi med črno pa belo. Ne. Ja, pa ful se... In je ful, on je res sčiščen. Podobno kot Miller, sam da Miller je, ne vem, meni je risal malo bolj, ne grob, malo bolj oster. Ja, pa ful se s formami igra, ne, pač Ja. doskrat ful tako deformira, tako, ampak pri njemu to ful dobro zgleda, ne, zdaj njega poskušati posnemati, ne to Munjoz recimo, ne, ampak Brezhibno vseeno tako to dela, ja, totalno. Ja. No, v glavnem tukaj sem pač mogoče malo primer, da v bistvu se doskrat spomnim pač na te avtorje, ki tudi recimo skonstruiram oziroma mi s črninami nekako zdizajniram stran, ne, ki jo pač rišem v tistem momentu oziroma mislim, da bo to primerno. Tlele imam odrisal drugač, on je tudi Torpedota risal, ki ga je med drugim tudi Alex Stout risal, mislim, da še čisto na začetku, pa ga je pol nehal risati, ker je rekel... Prosim? To je itak pač narisal eno številko nečesa. Ja, samo on je mandat Torpedota nehal risati, zato, ker pač, mislim, to je packarija, ne? Mislim, to je, bi rekel, da pač on pa, no, mislim, da je bila ta zgodba kao, da pa on pa take packarije, ker Torpedo je kar... Nikoli ga nisem prebral. Nisem vedel niti, da ga imaš, ker če ne ti bi rekel, da je mi ga. Pizdunje, no? Tako da, ok, dam tep najprej, če še nisi. Tako da, ja, ne, ampak super zadeva, no. Sem kar užival, ko sem bral. Ampak ja, trigger warnings, čisto vsi možni, no, pač za tega Torpedota tukaj. Tota smo že omenjali. Bruce Timm mogoče bi tudi, Bruce Timm mi je tudi nekako v tej, mi je zelo zanimiv, kako so tebi eni otroci Totovi všeč, meni so pa eni drugi všeč, ne, to je zanimivo, ne. Bruce Timm je tudi meni cool, sam jaz nisem vedel, da jaz sem pač njegovega Batmana gledal, nikoli nisem stripov bral. Ja. No, evo, tlele imaš strip, ki je pa tudi zelo narejen, to je iz Batman Black and White, ful dobra serija, ker ne vem, a jo še zmeraj delajo, pa koncept je, da imaš v bistvu torej te zvezke Batmana, ki so krajše zgodbe noter in je črno-belo, in to je res smetana od risarjev noter, ne, imaš Brucea Timma, imaš Munjoza, imaš Chris Samney je tudi delal. Ja, Scalera, mislim, da je tudi bil mislim, ful jih imaš, res. In tudi pisali so glavni scenaristi in gre pač za neke kratke zgodbe. No, in tukaj je ta recimo od Bruce Timma, ki pa ful velikrat jo grem pogledat, ki mi je pač všeč. A veš, to so meni te mojstri redukcije, ne, ki sva pregovorila Simplicity, ne, kako reducirati, res seksi reducirati forme, ne, in kako se igrati črno. Tako da doskrat grem prav ta strip pošpegati, ker je pa tako masterclass v kadriranju, ker je tudi tako, ker on je delal, ne, tudi tole si že omenil, Batman risanko, ne, in mi je ful všeč, kako je, k storyboard je v bistvu narisan, k storyboard sploh, ker so itak enaki kvadratki. Ne, tako da ja, masterclass kadriranja, totalen. Ful je dobro, zato ker je res dinamična kamera, ne, in vidiš, tam je recimo tam po tretja po vrsti desno, ne, ko se lupčkata. Je ful dobro, zato ker je dejansko vidiš cela telesa, ne, so noge, ne, ko to folk ful rad odreže, noge, ne. In meni je to vedno, ko to vidim, sem tako, ok, cool, the best. Vse noge niso joke, ne, noge ti lahko res celo figuro pokvarijo. Mislim, da sem, 2 dni nazaj videl eno stvar, ko ni bilo ne rok, pa ne nog. Gledal sem, pred sabo sem imel Ghost World od Stripburgerja razglednico. In so roke res pač površno narisane in nog skoraj ni. In roke so, kjer se ne da skrite. Ker noben tega noče risati, očitno. Prosti. V glavnem, mislim, pač tako ful elegantno, tako res, pač prav ta strip mi je tako še zmeri tok, ne vem, no, vernecega navdiha, pa kako se mogoče, tok da zalaufam mal možgana, veš, nekadar moram mogoče kakšno bolj črno-bele zadeve, kako... Ta noir feeling, pa sploh, ker je Batman in itak se ful paše nad Bruce Timmu Batmana, tak direkt,
kot narejen je za Batmana. Ne. In se tudi pol pri risanki vidi to. Aha, zdaj pridemo pa do drugega velikega vpliva mojega, to je pa Kyle Starks. On je ameriški scenarist in risar, pač ene stvari piše, ene stvari pa tudi sam zriše. Tukaj imam Sex Castle, po katerem je nekako najbolj poznan, ki ga je tudi sam risal. In risba je tako adekvatna, v redu je. A veš, ne, zelo na hiter pa to, ne. Ampak res vid pri njemu, zmeri se ga čut, tudi kadar on piše scenarij, tako očitno zelo dobre torej layoute strani dela, da se ga zmeri čut, ne. Tukaj imam tudi ene 3 variante, ki je nekdo drug risal. Mislim, res zna pripovedovati v tem mediju in tudi pač, ko on riše, se ga zelo fajn bere. Povšeč mi je, ker pač ima res smisel za humor. Pač res je smešen. No. Tako, tale je en my all-time favorite, Six Sidekicks of Trigger Kitten. Tega je risal Chris Schweizer, ki mi je tudi v bistvu zelo mi je všeč, tudi od njega sem se marsikaj naučil. Fajn mi je pri njemu, ko on uporablja čist enakomerno linijo povsod, ne. In sem pri njemu prvič videl, govorimo o dinamičnih linijah, ne, prej smo pri Ibanezu recimo videli, da so neke zadebelitve, ali pa če Frankena berete, ali pa Tabari bi bil mogoče še najboljši primer tega, kako se zadebeli, kaj je to dinamična poteza, ne. To bi načeloma bi rekel, da to je toga linija, ne, ker je čist enakomerna, ampak tudi enakomerna linija, mislim, da je to je dinamično. Samo una spodna panelca, ne, desna spod. Špegli. Mislim, je tako dobro narejeno. Ja, to je dobro. Ja. Ful, itak vse so dobre, samo čuna od spod je, pa ta prva je, tudi včeraj mi je Peter to kazal, ko smo sedela tu pa se pogovarjali, kako bo danes sem bil tek, kaj je to? Jaz bi rad to dosegel. In res je noro dobro. Ja, ne, odličen, pa tudi zelo dober kolorist, tudi tegale Old Head, tale v sredi, ki ga je Starks risal, je Schweizer koloriral, tako da mislim vse vidno. Odličen kolorist, drugače pa ja, tale strip je o ne načnem spoilu, če hoče kdo prebrati to. Manj ga boš posodil pol tega. Bom posodil. Tole je risal Artjom Topilin, neko novo odkritje meni, ampak tudi odličen risar. Ritter, ja, pardon, Reiter, in je, ampak se tudi tukaj Starksa tako ful čut, ker ni v osnovi komičen strip, gre za nek tak horor, malo neke paranormalne zadeve, neke pošasti se noter dogajajo, ampak vseeno pač on začino, tako z nekim takim zelo super humorjem. Recimo, ne, tlele imaš ono, k Sex Castle, pač mlad ene modele, a veš, pa on se drži tam za jajca, are you okay? Just kidding, fuck you. Tako, nobenega opozorila ne dobiš pred forami. Je to neka variacija Snake Plissken'a? Je, ne? Pa on se ful mislim, povsod, tudi tale, v bistvu vse so na nek način parodije. Dobro, Sex Castle, imaš vse te bad guye, ki so v nekem temu gengu pretepačev, vsi so parodija na enega znanega igralca, tipa, ne vem, Jean-Claude Van Damme in te, ne. Tukaj gre pa v bistvu ful po nekih žanrih skozi obdobja neke B kategorije ameriških serij, akcijskih. To meni deluje ful tik cyberpunkiš, ne vem zakaj. Ta zadnja, ja. Ja, mogoče zaradi barov pa... Veš kaj, mislim, da tukaj so v enem templu noter, pa mogoče te vzorci tudi? Ja. Mal me spominja, tako da je lahko bilo neki tam... No, v glavnem, pa tukaj je tudi pač neka 80s, veš, nek avto. Bolan Carchase ima ta strip. Kako je ta avto narisal? Ja, ful je dobro. Prosim, no, kako je to dobro stvari, ne moram reči. Ok, to... Evo, da je spet iz tega, mislim...
nisem prerisoval, jaz sem to naredil in tako, kot si ti prej rekel, in potem sem šel spet brati malo ta strip in sem bil, ne morem verjeti. Jaz bom to pustil, seveda, ne, ker nisem prerisoval, ampak ne morem verjeti, kako se ti ene stvari v male možgane sam tam so in ti čist nezavedno neki vplivi, ti tako se veš. Kar ven hodi. Sam pride ven, veš, tako, kako sem lahko to naredil. Pa še tako na ful podobnem mestu na strani je umeščen, nisem mogel govoriti. Se to je tisto najbolj odbito, tako sem jaz prej rekel za Uno, neko je isto na podobnem mestu v stripu, ista scena. Tako, mislim, zato mi je všeč pač ta serija teh dogodkov, ker pač, ne vem, lahko take stvari pokažemo, kako, da res direkt vidiš, ne, kako... Pa s tem ni nič narobe, ne, ker jaz sem se ful sekiral včasih, fuck, pa to bo čez isto, ne. Ne, pa na nek način je to tudi pointa, ne, mislim, ja. Ok, se bom zelo hitro zaključil, ful smo že dolgi, se opravičujem. Bi še omenil, pa imam še tele Frenčije, no, zelo hitro, no. Jacques Lamontagne mi je super ful tole iz Wild West, čiste klasične Wild West zgodbe, ja, celo kakšne kavbojke mi dogajajo, no, tudi Jeremiah imam rad, tako da Kje je naj Herman? počiva Herman. Aha, ok, sem mislil, že Hermana pokazal. Veš, koliko bi lahko pokazal, veš, koliko, ne. Ampak bi rekel, da Žak je malo bolj, njegova poteza mi je full juicy, no. To pri njemu gledam, se ne da bi zdaj... To tek full na Smiljaniča, ne. Ja, s tem, s full enimi šrafuricami različnimi, ne. Ampak ja, full mi je fajn, ko se stric tudi snema, kakšne klipe dela, pa ga pa na Instagramu gledam. Dobesedno stric. Ja, pač, mislim tako, gospod, mislim, ni zdaj... Ja, te so vsi gospodje, tam v 70-ih že. Mislim, to je tako, dream job, a veš, on po mojem, toliko si cajt vzame, pa riše, pa skica, pa sviči. Ne, sam zgleda. Meni te vsi izgleda, kot da ful počasi delajo, delo v bistvu ful hiter. No, sej, seveda, ne, razmeroma do pač enih, ki smo telebani, pač seveda hiter delajo, ne, ampak ne, ful je lepo, mislim, ja, ok, poteza Čopiča mi je zelo všeč pri njemu, pa tudi te stripi so tako fajn, a veš, da prebereš nek Wild West. Tole je pa Filip, res sem pozabil. Ja, to sem zdaj študiral, si pozabil. Filip Xavier, on je pa on mi je pa tudi všeč, kako te establishing shote dela, ful počas zna lepo pripovedovati. Priporočam tale Serpent and Coyote. Tata drug panel je ful je ameriški. Celotna ta stran je ful ameriška, ampak to je ful me spominja na JP-ja, ne. Ne vem, a je to čist... Mogoče zaradi tekstur. Ker JP je isto delo. Ampak je tudi pač to, mislim, prav vidi se, ne, vsi te vplivi, ne. Nore, on delal Crusaderje. Ja, on jih je delal, ja. Ja, no, to bi. Pa v bistvu tudi ful dobro je pobarval ta strip, tako res se... Čak, to je on sam barval? Mislim, da je on pobarval, ja. To bi je mogel jaz narediti. Mislim, da, sorry, sam ne me, da preverimo, no, ampak jaz mislim, da je on to sam barval. Ful je pameten pobarval, ful tako res se bere, ka nek tak 70s strip tam nekje se fura po nevadi. A tam meth kuha, ne, v kombi. Ne, živi, pač to, on je en tak odpadnik, ja, veš, ona veš, ne, tako pač živi v nekem trailerju in se fura okoli, ne na begu. Uni Crusaderi mi niso bili všeč, ampak to mi deluje cool. Tako da ja, jaz mislim, da je to. Ja, to je to, ja, cool. Ja, hvala, Peter. Ja, hvala, Gašpar, no. Ja, ni zakaj. Ali imamo še kak komentar ali vprašanje iz publike? Glave se zmejujejo, kar izvoli. Aj daš, Peter, mogoče sam mikrofon, ker se snima. Snimamo se. Snima se. No, dobro, no, se. Snima se. Zdaj mikrofon, no. Imam 3 vprašanja, spomnim se samo 2. Ok, se pravi, prvo vprašanje za oba. Recimo za mene osebno, ko se spomnim branja stripov, mi je bilo vedno ful pomembno, se pravi, v bistvu skupek zgodbe in tega, kako je narisan. Recimo, zate Peter oprosti, ampak ne vem,
Ne poznam toliko tvojih stripov, zate vem, da si ti v bistvu napisal zgodbe oziroma nek scenarij in narisal svoj strip. Kaj se ti zdi bolj pomembno oziroma kaj ti je bližje? Oziroma kaj vama je bolj pomembno in bližje? No? Meni osebno je pomembno oboje, ampak ko recimo iščem nove stripe, nikoli mi dovisi za zgodbo. Meni je važen art. Meni, če art ne pritegne, ne bom šel brati stripa. Pa je lahko še ne vem kako dobra zgodba, ampak če je res dobra zgodba, bom slejko prej izvedel o tem. To je res ful dobro, prebrsi se zaradi zgodbe. Tako da pri meni je vedno art tisto, kar me pritegne pri stripu. Ampak če že dela, mora biti oboje, valjda, ne. Ampak čist moja osebna preferenca je art. Jaz pogledam strip, nikoli ne berem stripa, na začetku vedno sam prelistam in če mi je art good, pol bom kupil strip. Če mi art ni good, ne bom kupil. In če ga kupim, pol ponavadi imam vse eno stvar pokrito, ne, in to je art, če je zgodba slaba. Tako jaz ponavadi funkcioniram, kar se tiče kupovanja in ja, sam na koncu dneva, če je zgodba slaba, v redu, vse art je dober, ne. Je pa grozno, če recimo je oboje slabo. Ja, mislim, jaz zaradi risbe vzamem strip v roke, zaradi zgodbe ga pa preberem dejansko pol Ja, evo, do konca. točno to, ja. Ampak jaz se ne sekiram, če je recimo, to je, kaj je to, v redu, vse je narisano. Ja, ampak najboljši so pa tisti, in tudi v bistvu v mojem primeru, ko sem govoril pač o nekih teh dveh velikih vplivih, je pa to so pa tisti, ki je oboje. Ne? Tisti, ki imajo oboje, tisti stripi, tisti je meni, evo, to je... To ti ostane pol tudi. Tisti pol ful ostane, ful se ti zažre v spomin. Ja, je pa risba, pač se rišemo, a veš, in pol je v bistvu risba tista, ki ta prva pritegne in pač tudi da ugledaš, pa tako, no. Recimo Alex Toth, ne, ko že cel večer njega omenjam. Se prav. Tako je tudi prav. On je recimo delal ful stripu, ko so imeli ful slabe zgodbe. Ampak jih ni on pisal, ne. Je imel nekoga drugega in je tudi pol popravljal jih. On je recimo se vtikoval v scenarije in uredništvo in vse, ker je bil toliko dober. In so pol tudi bili boljši zaradi tega, tisti stripi. Še zmeraj so bili slabi, ampak so bili boljši, kot pa na začetku. Tako da... Je pa res, da če je zgodba dobra, ne, mi nekdo reče, da je ful dobra zgodba, pa mi risba res ne bo. S težavo bom prebral. A veš, vseeno mi je tako strip, pa tukaj ne govorim o ful estetizirani, dovršeni risbi. Gre pač za to, a strip funkcionira, ne. Pač strip je ful širok, ne, v smislu pač kaj dopušča nekih slogov in tega. Ampak a funkcionira, a je to tako... Da se ne ustavljaš vmes. Ja, ne, a ima ritem, ne, to. Ja, druga industrija. Pri nas je pač ful mala industrija in si ne moremo privoščiti. Niti ni, v Sloveniji imamo največji težavo to, da v Sloveniji ni scenaristov, takih, ko jih imamo v tujini. Večina ljudi piše zgodbe za stripe. In pol moramo striparji. To se zdaj mogoče malo grobo sliši, ampak je res. Res je, malo je tistih, Ja. ki dejansko naredijo prav stripovski scenarij. Tako, ne, ja, to zelo čisto malo. mirno lahko rečeva, Jaz zaenkrat, ne bom nič rekel zdaj, ampak težko je to pri nas v Sloveniji. Ne moreš niti primerjati s tujino, zato ker je čist drug trg. In, Logično je, da imamo ja. več avtorskega stripa. Ja, tako, ja. Kako sta v bistvu, meni osebno recimo, pa so lahko ful dobro narisani, ne? Ampak stripi, ki so črno-beli, mi nekako niso blizu.
enostavno, ne vem, ne morem se povezati z njimi, pa so verjetno lahko tehnično ful izpiljeni in to. Kar sem tudi danes mogoče pri kakšnem videla, ne, kaj je tako, wow, to je pa dejansko ful v redu, ne, pa bi bilo berljivo, ampak ne vem, kljub vsemu so barve tiste, ki me pritegnejo. Kako ste videla s tem, ki kreirata to? Ja, ja, pa, ja, ne, ful je, ne, zdaj probam združiti stališča bralca pa stališča nekoga, ki riše, ne. Imaš različne, okej, zdaj, meni osebno, jaz imam ful rad črno-bele stripe, ampak to je zaradi tega, ker sem pač namahnen na to, kaj se da črno-belo narediti. In imaš pač različne sloge, imaš ene, ki zelo temeljijo na risbi, ne, imaš kakšne, ki jih je, to tudi Sita reče, greh barvati in kakšne je res greh barvati, a veš, ne, tudi Toad je bil dostikrat res tako hecen pobarvan. Zoro. Ja, ker si sam tako, zakaj je bilo to treba, ne, narediti, ne? Meni je žal, da nisem dal primera, kako Ja. je bil pobarvan Zoro, ne. Ja, imaš pa potem risarje, risarke, ki pa zanimivo, niso toliko risarski, ne, je pa barva večino informacij nese. Ne, tako da čisto odvisen, ja. Meni je vseeno, če je strip dober, je dober, ni važno, je barven ali je črno-bel. Jaz nimam problema z nobenim. Ampak čisto osebno, ko jaz delam, poskušam razmišljati, kakva bo končna stran. In jaz pač za svoje stripe vem, da bojo barvni in zaradi tega, ko jih delam ko delam ink, ko delam tuš, pač je to, v mojem primeru je večinoma digitalen, poskušam imeti v misli, da bo to enkrat pobarvano in zaradi tega ne poudarjam toliko črnin in tega. Poskušam vedno več, ampak tako, ko jaz delam, je hitreje na tak način, ko so barve, ko daje piko na i, ne. Če bi vedel, vse bo črno-belo, pol bi valjda malo bolj šel tudi v linijo in z kakimi detajli in mogoče malo več črno-bele, mogoče tudi kaka sivina vmes. To je čisto moja logika, ampak ne moti me pa ne eno, ne drugo. Ja, fino je, da že na začetku veš, a bo to barvan ali ne, a ne, zaradi tega, ker ti, kot je Gašper rekel, drugače razmišljaš, drugače se lotaš zadeve, ne. Lom je dober primer, ki si ga pokazal, ki je bil original barvan, To so ga dali v temu strip Boomerangu, je bil v bistvu barvne strani od Vahniča, ko so bile spremenjene v črno-belo, ne. in je ful premalo kontrastov v črno-belo. Ja, zato ker values niso. Okej. Da ne bo kdo zameril, ja. Tudi to je možno, da mogoče nima values tu, da je Vahen čisto cool pobarval, pa da se je pritiskal, zdaj to, sorry Vahen, lej, pač odlično si pobarval strip, ampak tu v strip Boomerangu mogoče res z skeni ali pa, ko so spreminjali v sivino, niso v redu poštimali levelov ali kaj vem, ker ne pride toliko do izraza, ne. Ker pri Lavriču res je črno-bela risba, pri Glisti recimo se to ful vidi. Tisti je pač čist na način Franka Millerja, ne. Ja, ful ima Miller Ja, strani. in tisti strip se bere, tudi če bi bil pobarvan, tisti ne bi bilo greh barvati, bi bilo tudi cool, če bi bilo pobarvan, ampak funkcionira glih tako. Jaz ti mogoče lahko posodim Glisto, če še nisi. Je odličen strip, ne, zabaven in ima rep pa glavo, tako ful je dobro, res. Taka mala zgodba, ampak ful dobro. Ne, Glisto, Glista na begu. Ja, ne, Sin City se ne dotikamo. Ja, ne z barvo, ne s čimerkoli drugim. Ampak ej. A probamo. To bi bil ful dober tak Reddit internetni meme, tako kolorirani Roza, Sin City. roza. Ja. Ti tudi nisi tega v mikrofon povedala. A ja, to ni. Okay.
Čim prej dajte vprašati, no. Lion Tamer, ne boš nič vprašal. Lion Tamer, ja. Ko smo prišli do trenutka, da hočemo pobarvati Sin City, mislim, da je čas, da se prestavimo v bolj neformalni pogovor ven, kjer vabim, da glede na količino ljudi, ki nas je tukaj, seveda pogovor nadaljujemo še, če gre, v malo bolj sproščeni varianti. Preden greste, pa lepo prosim si zabeležite še datum 21. april, kjer bo pa ne strip dialog, ampak strip trialog, kajti Kamniški navezi Ivana Mitrevskega in Mihe Hančiča, ki zelo redko vidi luč dneva, tako da bo to enkratna priložnost. Se bo pridružila tudi scenaristka Maša Ogrizek, verjetno trenutno najbolj aktivna stripovska scenaristka v Sloveniji, tako da mogoče kakšno vprašanje bi bila tudi za njo zelo fajn. No? Kakorkoli, 21.4. tukaj v torek ob 20. uri, vabljeni, da se nam pridružite še na tretjem strip trialogu Tinte. Zdaj pa lepa hvala Petru Kuntariču in Gašperju Kranjcu in veselimo se tudi vajnih prihodnjih del.